Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat se bomo odpravili v domišljijski svet, obiskali bomo galaksijo ter planete. Na pot se bomo podali s prijazno deklico, ki bo z vesoljskim vozilom obiskala svojo bolno babico. A na svoji poti bo deklica srečala tudi malce neprijaznega Bolka. A res me zanima, kako se bo ta pravljica končala. Zato predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Jagoda v vesolju. Na koncu galaksije Košara, tik pred izhodom na levo, je majhen planet. Tako majcen planet, da na njem ni drugega kot ena sama hiša. No, na planetu je tudi potka, ampak ta se vije iz hiše in vodi spet nazaj do hiše. Tam skupaj s svojimi starši živi Jagoda. Jagoda je deklica. To v resnici ni njeno pravo ime, zgolj vzdevek. Tako jo kličejo zato, ker se rada oblači v jagodno rdeča oblačila. Jagoda, pridi k meni, jo pokliče mama. Deklica takoj priteče k njej. Babica mi je ravno poslala viziologram. Zbolela je. In lahko neseš nekaj palačink namazanih z grdavsovim maslom? Deklica z veseljem privoli. To bo odlična priložnost, da preizkusi novo vesoljsko plovilo, ki ga je dobila za rojstni dan. Boljšega si ne bi mogla želeti. Poleg tega, da je živo rdeče, torej njene najljubše barve, ima tudi kabino, ki jo krasijo zavese s cvetličnimi vzorci. Res očarljivo. Pazi se Bolkov, jo posvari mama. Bom, obljubi Jagoda. Deklica se vkrca v svoje plovilo in ga usmeri proti planetu Babi, kjer živi njena babica. Plovilo je zares enkratno. Jagoda v njem lahko posluša glasbo, spreminja barvo luči in si iz aparata, ki ga je dal graditi njen oče, celo natoči vročo čokolado. Deklici je tako udobno, da se ji prav nič ne mudi na cilj. Vzame si čas in začne slediti kometu ter celo odleti do nekega zelenega planeta, kjer kroži po njegovem obroču. Na lepem se znajde sredi asteroidnega pasu. Ojoj, sklikne Jagoda. Mislim, da sem zašla. V tistem trenutku opazi, da jo zasleduje ogromno črno plovilo. Njen radio zahrešči. Kaj pa vi tukaj? Vpraša globok glas. Mar ne veste, da je to ozvezdje prepovedano za turiste? Oprostite, zavpije Jagoda. Rada bi samo obiskala svojo babico. Zbolela je, zato ji nesem palačinke z grdavsovim maslom. Na poti sem se izgubila. Kje pa živi vaša babica? Vpraša glas. Na planetu Babi, v osrčju galaksije Predpasnik. Desno od zvezde B217. A, tako. Dobro, lahko nadaljujete pot, reče glas. Veliko črno plovilo prehiti Jagodinega in švigne naravnost naprej. Si odahne deklica. Za las sem jo odnesla. Jagoda znova določi smer proti planetu Babi, ki ni dosti večji od tistega, kjer živi deklica. Na njem sta slamnata hiška in gozdič, ki ga obdaja neskončno dolga reka. Kraj je resnično prijeten,
in kot nalašč za življenje brez kančka skrbi. A Jagoda ne pride prva tja. Prvo namreč pristane veliko črno plovilo. Iz njega stopi kosmata postava, podobna potepuškemu psu in strašansko neprijetnega vonja. Kosmatinec se odpravi proti babičini hiši. In vstopi brez trkanja, ne menit se za to, da lahko umaže ali opraska zloščen parket, ker si ni obut copat. Babica nemudoma spozna, da je vsiljivec Bolk. Bolki so bitja, ki prihajajo z lune planeta Blakot in veljajo za strašne nasilneže. Babica skuša pograbiti metlo in ga spoditi, vendar jo Bolk po imenu Jakec ujame za spalno srajco in odnese na svoje plovilo, kjer jo dvakrat zaklene v shrambo. Jakec se dobro zaveda, da bo Jagodo težje ugnal. Pri sebi ima namreč vesoljsko pištolo, tako kot vsi otroci njene starosti. Odloči se, da jo pričaka v posteli, v kateri je prej ležala babica. Pred babičino hišo tedaj pristane Jagoda. Črnega plovila, ki je parkirano nedaleč stran, za čuda ne opazi. Zazna pa nenavaden vonj, takoj ko stopi iz plovila. Nekakšen smrad po plesni in pasji pašteti. Previdno stopi v hišo in si predvsem ne pozabi obuti copat. Deklica opazi, da je nekdo v posteli. Nekdo z velikimi šapami. To pa že ni njena babica. Jagoda se kljub temu približa in vpraša: Kako se počutiš, babica? Tako, odvrne Jakec, ki se trudi vsaj približno posnemati babičin glas. Pridi bližje, draga moja, da te poljubim na čelo. Jagoda spozna, da bo Bolk skočil iz postelje in jo ugriznil. Jagoda zato vzame svojo vesoljsko pištolo in začne streljati. Dobro sem te, Jakec. A Bolk se hitro postavi nazaj na noge. Jagoda ne more zbežati, ker, teči v copatih ni ravno lahko. Poleg tega potrebuje nekaj minut, da napolni svojo pištolo. Za trenutek ostane brez vsakršne obrambe. K sreči nato opazi, da so na kuhinjski mizi ostanki babičinega zajtrka, natančneje grdavsova kost. Pograbi jo in vrže skozi okno. Bolk, ki je v resnici le velik pes, se skušnjavi ne more upreti. Ucvrajo za kostjo, vanjo zasadi svoje čakane in jo gloda kot ponorel. Jagodi zdaj ni treba storiti drugega, kot da ga z vrvjo priveže k drevesu in osvobodi babico. Jagoda in babica se končno lahko odpravita v kuhinjo, ker si privoščita palačinke z grdavsovim maslom in kozarec kravjega mleka. Mimogrede, krave so neke čudne živali z planeta Zemlja. Babica se odloči, da bo Jakcu dala drugo ime. Odslej bo Rex. Rex je krasen pes čuvaj in, če se mu dobro godi, tudi odličen družabnik. Četudi si večkrat pozabi obuti copate. Ja. Zelo zanimiva pravljica, kaj ne? Bi lahko rekli, da je današnja pravljica moderna verzija pravljice, ki jo najbrž kar vsi dobro poznamo, kaj ne? Konec dober, vse dobro. Namreč Jagoda je res pogumna ter precej bistra deklica in verjamem, da se z babico še večkrat spominjata tega dne. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Hobotniček Cene. V tej pravljici boste spoznali prikupnega hobotnička, ki pa se težko umiri, a na koncu se najde rešitev tudi zanj. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, Jagoda!